Pozdravljeni vrtičkarji, danes predstavljam rešitve, ki vam bodo pomagale, da bo na domačem vrtu manj težav s polži. No, največ težav na domačih vrtovih povzročajo polži lazarji, ogrožajo predvsem zelje, solato, rdečo peso in seveda tudi ostale rastline. No, med vsemi polži pa je pravzaprav najbolj nevaren španski lazar. Ta pohrusta tudi kakšne kalčke ali pa mlade rastline po samem sajenju. Lazarji in ostali polži se zelo hitro razmnožujejo, so tudi splošno razširjeni. No, na našem vrtu pa so se polži pojavili že v rastlinjaku. No, za samo zatiranje polžev bomo v našem primeru uporabili kar feromon vabo za zatiranje polžev, ki je v osnovi železovega 3-fosfata. Železov 3-fosfat pa pravzaprav ni nevaren za toplokrvne živali in pa koristno favno v tleh, prav tako ni nevaren pticam in pa domačim živalim. No, na same vrtne grede je najboljše, da to vabo potrosimo večkrat, to še posebno velja, če je kakšna deževna pomlad, kajti v tem primeru najboljše deluje sveža vaba. No, vabo potresemo v večernih ali pa zgodne jutranjih urah. Naj povem, da so lazarji tudi hermafroditi, to pomeni, da se zelo hitro razmnožujejo se tudi brez oploditve, zato je zelo pomembno, da jih ustavimo. Kar se tiče ostalih polžev, poznamo tudi polže slinarje, tudi te pravzaprav ustavimo ob prvem pojavu polžev. Seveda pa vabo feromon lahko uporabimo tudi na visokih gredah, kot sem že rekel, v rastlinjakih in pa tudi na vrtnih gredicah, tako na zelenjavnih kot tudi okrasnih. Na visokih gredah lahko obrobimo vrh visoke grede tudi s kakšnim bakrenim trakom, uporabimo lahko tudi električni pastir proti polžem. No, vsekakor pa na domačih vrtovih, na vrtnih gredah nikoli ne uporabljamo soli, kajti na ta način polže samo razmnožimo in prisilimo, da odložijo jajčeca in imamo potem še več škode. Prav tako na vrtu ne posipamo apna, kajti s tem škodujemo mikroorganizmom v tleh in pa tudi ostalemu talnemu življenju. Vsi tisti, ki imate težave s polži, pa namesto zastirka iz trave ali pa slame, raje uporabljajte zastirko iz miskanta, bezga. Zastirko iz bezga je treba večkrat obnavljati, uporabna je tudi zastirka iz praproti, zagotovo pa bo na vrtu težav manj, če boste rastline sadili v mešanih posevkih, jih kombinirali s tistimi, ki polže celo odganjajo. Na vse zadnje pa imajo številne kmetije v Sloveniji na vrtovih oziroma na domačijah tudi indijske tekačice, ki pohrustajo polže, rastline pa seveda pustijo pri miru. Na vse zadnje, vsi tisti, ki imate na vrtovih ribnike, ste lahko zelo hvaležni, če se vanj naseli krastača, zelo dobra je tudi belouška, na vse zadnje pa kakšnega polža poje tudi jež in slepec. Obstajajo tudi številne druge ekološke rešitve, katere si lahko preberete tudi v članku. Moje ime je Davor Špehar, veseli me, da to leto vrtnarimo skupaj. Sledite mi lahko na spletnem portalu Zeleni svet, YouTube kanalu, Facebooku in pa Instagramu.